Franček gre na izlet. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalki. Znal se je s kolesom pripeljati do babice in šolskim avtobusom do šole. Ampak Franček še nikoli ni šel na izlet daleč proč od doma. Za Frančka? Mami, oči, tukaj je pošta zame. Piše: Dragi Franček, kako si? Jaz sem na zabavnem potovanju. Tukaj je res prima. Tu sta plaža in zabaviščni park. Nasvidenje, ko se vrnem, tvoja prijateljica Gos. Lepo od nje, da ti je poslala razglednico. Ja. Fant ima pa res srečo. Kako to, da mi nikoli nikamor ne gremo? No, saj sva hodila na izlete. Ja, potem pa sva dobila dojenčka in potovanje ni bilo več preprosto. Dobila sta dojenčka? Mene. Ampak saj nisem več dojenček. Tako sem velik, da imam celo domačo živalco. Res, Franček? No, a bomo šli na izlet? Pred nekaj dnevi sem premišljeval, kako nenavadno hitro mineva to poletje. Tudi jaz sem to premišljeval, oči. In ta mesec imamo tako čudovito vreme. Najboljše, kar smo ga kdaj imeli, mami. Nič nimam proti nekajdnevnemu počitku. Lahko bi počivali in počivali. A bomo šli? Prosim. Dobro, šli bomo. Ja! Mami, bomo kmalu prišli tja. Tako dolgo se že vozimo. Oči. Kaj to ni Frančkovo delo? No, mislil sem, da bi se lahko menjavali. Vesela sem, da bomo kmalu tam. Ne vem, kdo od vaju je bolj vznemirjen. Jaz bi bil bolj vznemirjen, če bi mi povedala, kam gremo. Če bi ti pokvarila presenečenje. Da bo le zabavno, samo to si želim. O, fant, končno smo... Tukaj? Narobe si zavila, kaj ne, mami? Ne, to je to. Tukaj smo. Ja, kje je pa tobogan? V času pionirjev ni bilo toboganov, Franček. O čem pa govoriš, oči? To je vas pionirjev. Mislila sva, da bi bilo lepo, če bi prišli pogledat, kako so včasih živeli. Mislil sem, da gremo nekam, kjer se bomo zabavali. Mislim, da se tukaj bomo. Jaz tudi. Lahko se gremo, da smo prvi naseljenci. Všeč ti bo. Zakaj se ne bi šli, da smo prvi priseljenci tam, kjer so plaža in tobogani? Dobrodošli, pionirje. Jaz sem gospodična Ris, vaša gostiteljica. Živjo. Živjo, gospodična Ris. Kako ljubko vasico imate. Ja, taka je kot na sliki v kakšni zgodovinski knjigi. Hvala. Pri nas ustvarjamo občutek, da ste stopili v prejšnje stoletje. In kako je tebi ime? Franček. Me veseli, da sem te spoznala, Franček. Mislim, da boš tukaj zelo užival. Mislim, da ne. Franček. Nič hudega. Pionirsko življenje ni takoj vsakemu všeč. Včasih se je treba malo navaditi nanj. Pridite, pokazala vam bom vašo kočo. Jaz že uživam. Za nekaj dni bom šla gospodinskim opravilom, pa sem takoj polna pionirskega duha. Jaz tudi. Všeč mi je zamisel, da živim v času pred iznajdbo kosilnice. Ni videti, da bi tu iznašli karkoli zabavnega. Tukaj smo, koča številka 8. Kaj praviš na to, Franček? Stanujemo v pravi koči iz lesa. Niti gugalnice ni. Zdaj se lepo nastanite, danes pojdite spat bolj zgodaj, za jutri sem vam pripravila veliko pionirskih opravil. Lep večer vam želim. Hvala, gospodična Ris. Lahko noč. Si slišal, sine? Veliko opravil je pripravila za nas. Kako ti je všeč veranda? Krasen prostor za počitek. Morali bi prinesti visečo mrežo. Tole zveni zanimivo. Obiščite našo kovačnico in si oglejte, kako izdelujejo potkve. To pa res zanimivo zveni. Ne zamudite ogleda prešitih odej ob 11 in 16.
Obožujem jih. Vse, kar sta prebrala, je dolgočasno. Hotel sem iti nekam, kjer kaj počneš, ne pa samo gledaš. Franček, žal mi je, če to niso počitnice, ki si jih pričakoval. Ampak zdaj smo tukaj in to moramo kar najbolje izkoristiti. Tako je. Če bi pokazal malo pionirskega duha, bi se morda lahko zabaval. Zelo težko se je zabavati, če nimaš kaj početi. Kaj za vse na svetu je to? Oči, na naši strehi je petelin. Strašen hrup zganja. Meni se zdi pa prima. Pa ne tako zgodaj zjutraj. To je najbrž naš sosed, ki bi rad, da utišamo petelina. Dobro jutro, pionirji. Ste pripravljeni, da začnemo? Začnemo? Kaj že? Kaj pa zajtrk? Ja, za zajtrk bomo potrebovali nekaj sestavin. Danes se boste naučili, kako se molze kravo. Wow, prima! Pa molsti moram kravo. Tukaj mleka nimamo v tetrapaku. Medtem, ko boste molzli, gre lahko gospa Želva v mlin po kosmiče in moko. Kje je mlin? 20 minut peš ob potoku navzdol. Daleč. No, mogoče bom šla z avtom. Žal mi je. V pionirski vasi avtomobili niso dovoljeni. Kaj pa jaz? Le pokaži mi svoje mišice. A so v redu? V redu. Mislim, da si dovolj močen, da greš po vodo. Zares? Prima, znam načrpati vodo. Precej drugače je, kot če samo odpreš pipo. Všeč mi je. Pionirsko življenje je polno preprostih radosti. Živjo, oči, kaj pa delaš? Pomolzel sem kravo. Zdaj bi rada nekaj pojedla. Ne pozabite ji dati tudi sveže stelje. Zdaj lahko nehaš, Franček. Še ena zrela je točno nad tabo. Imam jo! Wow, to je više kot naša trdnjava. Zelo daleč se vidi. Živjo, mami, a je bil tvoj sprehod lep? Ja, lep in dolg. Prepričana sem, da boste ugotovili, da ima maslo narejeno na starinski način zelo svež okus, ki je vreden vsega tega napora. Samo, da ne bom imela več moči, da bi ga namazala na kruh. Daj no, hitreje, oči! Malce sem utrujen od sekanja, Franček. Dobro, pionirji, tu je dovolj drv za vsa vaša kosila. Jaz sem pomagal žagati drva, zabavno je bilo. Kaj res? Sekanje drv za kuho in kurjavo je bilo nenehno opravilo zgodnjih naseljencev. Gospodična Ris, ne spomnim se, da bi v brošuri bral o vseh teh opravilih. Na prvi strani piše: živite kot pionirji. Najbrž nisem pričakoval, da bo pionirsko življenje tako. Ja, tudi jaz nisem pričakoval, da bo tako zabavno, oči. No, vsaj nekdo s pionirskim duhom. A veste, da mi je tukaj všeč, pa čeprav se nič ne vozimo? Kdo pravi, da se ne bomo vozili? A se bomo? Še nikoli se nisem peljal s konjem in kočijo. Ti je všeč? Ja! Še bolj zabavno je, če si kočijaš. Takole. Mami! Oči! Glejta, jaz vozim! Krasno, Franček. Je bolj zabavno kot tobogan? Precej bolj. Hej, uspelo je! Hvala, gospodična Ris. Malenkost, Franček. Lepa starinska razglednica, Franček. Rad bi jo poslal Goski. No, kaj bi ji rad napisal? Draga Gos, kako si? Smo v pionirski vasi.
Tukaj se da početi veliko zabavnih stvari. A si vedela, da so se pionirji vozili s kočijami? Nasvidenje doma, tvoj prijatelj Franček.